Drevesa so se pod težo ledenega oklepa dobesedno razcvetela. V minuli noči se je led na Pivškem še odebelil. Včeraj so še žice bile gor, ne? Zdaj po noči je pa že vse zmetalo dol, vse na tleh, ne? Razmere so izjemno resne. Že včeraj čez dan so se razmere skokovito in hitro spreminjale, ne? Nepredvidoma imeli smo zagotovila, da bodo določena področja oskrbljena z energijo, niso bila, se nam cel sistem porušil. Smrtonosna žled in led sta poškodovala tudi največje daljnovode v okolici Unca. Električarji se trudijo, da bi vendarle vzpostavili normalno stanje, a težav je preprosto preveč. Žled se še oprijema in pada sprot. Na eno stran popravlja, se ti na drugo stran podreš. Če preveč udaraš po žici, da hočeš led dol stovt, se ti pa na drugo stran podre. Bi se lahko zgodilo, da bi brez elektrike ostala celotna Slovenija? To zdaj težko rečem, ampak če bi se take razmere nadaljevale, je tudi ta scenarij možen. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi to lahko bila največja katastrofa elektroenergetskega sistema pri nas. 70-letna Elka iz vasi Klenik pri Pivki je brez telefona in elektrike že tretji dan. Še dobro, da imamo štedilnik na drva, nedeljska župa je že skoraj kuhana in kruh je tudi pečen. Tisti, ki so po več dneh le dobili elektriko, jo lahko uporabljajo le za nujne stvari. Brez vojaških agregatov bi bili ljudje še vedno v temi. Oskrbuje 2 vasi, cirka 50 do 60 gospodinjstev. Danes je večina ljudi ostala doma in pospravljala podrto drevje okoli svojih hiš. Obiskovanje gozdov pa je smrtno nevarno. Razmere so iz ure v uro slabše. Ta cesta je bila včeraj še prevozna, danes je situacija popolnoma drugačna. Drevesa so klonila pod težo ledu. Uničilo je vse sadno drevje, orehe in slive in jablane. Vse, kar je v gozdu, nismo šli še pogledati. Gasilci imajo dela čez glavo in so težko hkrati na različnih koncih. To med ljudmi sproža nezadovoljstvo. Počasi gre. Tu je tu, zadnji cajt, da se aktivira civilna zaščita pa vojska, ne? Je pa na terenu seveda vsa gasilska društva s svojimi operativci, prav tako tudi cestna podjetja, komunalna podjetja, Rdeči križ se je aktiviral. V grozljivih vremenskih razmerah se reševalci trudijo po najboljših močeh, a čarobne palice žal nimajo. Zaradi izjemno nevarnih razmer po celotni državi je bolje ostati doma. Nekatere šole in vrtci bodo jutri zaprti, saj marsikateri nimajo ne elektrike, ne ogrevanja.